Women and girls are an important part of science and technology communities around the world, and they make invaluable contributions in areas like sustainable development and global prosperity. That's why the U.S. State Department is proud to support women in STEM through initiatives like the one we call Hidden No More. We're extremely proud of our alumni here in Slovenia of that program. And so today, as we celebrate women in STEM, we ask them a little bit more about their experience in the U.S. and the program. Jaz sem vesela, da imamo ta dan, ker se v ta dan vse spomnimo žensk, ki delujejo na teh STEM področjih, da lahko razbijamo stereotipe in da odpiramo tudi dekletom vrata v zanimiv svet znanosti in pa tehnologije. Tudi meni osebno Mednarodni dan ženske znanosti pomeni veliko. Zdi se mi tudi pomembno, da opozarjamo, da ženske smo tudi prisotne v znanosti in igramo tudi pomembno vlogo. Hidden No More pomaga predvsem, da ženske, ki so vključene v tem programu, pridobijo na samozavesti in potem se upajo se izpostaviti, govoriti zase in opozarjati na vse težave, s katerimi se srečujejo. Bi dodala še, da za mene je bila zelo pomembna izkušnja, da sem spoznala, kako pomembno je, da se ženske na tem področju povezujemo, da ustvarjamo neko svojo mrežo in se podpiramo. Me je pa veselilo spoznati tudi nekatere moške, ki prizadevanja svojih kolegic pri odpravi diskriminacije res iskreno in aktivno podpirajo. In tega bi si več želela tudi v Sloveniji. Ne glede na to, odkot prihajamo, se bolj ali manj srečujemo s podobnimi problemi. Zame osebno je pa najbolj zanimivo to, da smo še zmeraj zelo, zelo povezani in v stiku dobesedno vsak dan. V letošnjem šolskem letu, torej oktobra, prvič sem doživela, da na študijskem programu multimedija na Fakulteti za elektrotehniko je bilo vpisanih več deklet kot pa fantov. In izkazalo se je tudi, da dekleta nikakor niso zaostajala za fanti, tako da bi jim zelo priporočala, če jih le zanima, naj si upajo. Jaz bi jim svetovala, da naj nikoli ne poslušajo tistim, ki jim pravijo, da nekaj ni za dekleta. Recimo, da so fizika, matematika, računalništvo, tehnika, da je to bolj za fante. Naj poslušajo glas v sebi, ker na tem področju bo v prihodnjih desetletjih vrsta kreativnih in tudi dobro plačanih zaposlitev.